Ja, na splošno bi rekla, da smo tudi takrat pričakovali in potem dobili, kar smo želeli, to je neodvisnost, samostojnost odločanja in tudi še nekaj, kar se je zgodilo malo kasneje, priključitev Evropski skupnosti. To so bile vse zelo pozitivne zadeve, vse pozitivno vplivalo na naše življenje in na naše delo, vendar pa do določene mere. Kajti potem smo pa videli, da pravzaprav ni vse zlato, kar se sveti, da je treba trdo delati, drugače delati in da bi seveda dosegli tisto, kar smo videli v Evropi in v svetu na zunaj. Skazalo se je, da smo premalo pripravljeni, da smo bili premalo pripravljeni sprejemati tisto realnost zunanjega sveta, pa recimo sistema neke demokracije, nekega liberalizma in da, ker nismo bili pripravljeni na to, smo delali precejšnje napake. Govorim smo, kot država. Kot državljanka Slovenije se seveda čutim, da sem tukaj soodgovorna tudi do neke mere. Mislim, da mora biti vsak, posebno pa izobraženci, tudi del družbe in politike in poskušati vplivati na njo. Najbolj sem razočarana nad tem, da so se vrednote spremenile tako, kot se ne bi smele. Vrednota je postala res materialna, potrošništvo, to je bila pač vrednota, neko blagostanje, lažno blagostanje, bom temu rekla, ki je temeljilo na dobrinah in seveda bogatstvu samo nekaterih, razslojevanje družbe, vse to je bilo zelo negativno. In to je zelo negativno odsevalo tudi v znanosti. In če bi pravzaprav znanost, ne samo rečemo tehnična, naravoslovna, tudi družboslovna, bila dovolj vplivna v družbi, bi mogoče to bilo drugače. Vendar je bil tudi razkorak med politiko in znanostjo precej velik. Družba mora graditi primerno okolje za tak razvoj gospodarstva, da bo vključeval pač najnovejše znanstvene dosežke na eni strani. Na drugi strani mora pa družba tudi dozorevati in vedeti, kaj je kvaliteta življenja, da to ni več v mojem žepu, ampak da je to vse kaj drugega in da je tudi manj včasih lahko več in za to skrbeti. Tako da tukaj bi bilo res treba vrednote, ki so bile vrednote takoj po osvoboditvi, še posebno, ko smo šli v Evropo, zdaj bomo pa bogati in bomo imeli vsega dovolj. To ni vrednota in to bi mogla družba in politika vedno bolj izpostavljati in tudi nekako ljudi v tem izobraževati in tudi tako delovati. Kot vidimo pa se še vedno pretakajo precejšnji denarji, posebno bančni in drugi, v neke žepe, privatne oaze in tako dalje in tako naprej. In to je še vedno tisto, kar se dogaja zadnjih 10 let, žal kot stranski pojav naše osvoboditve ali pa naše samostojnosti, ki ga ni bilo moč obvladovati. In obvladovanje tega pravzaprav tega, da bom rekla, kraje denarja, čisto po domače povedano, kraje denarja državi, kraje države. Nekateri so želeli to državo ukrasti. In to moramo preprečiti na vsak način, če hočemo, da bodo naše generacije bodoče tukaj ostajale.